Pozdravljeni. Še teden dni nas loči do začetka svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2025 in prav je, da si pogledamo, kakšne so spremembe v pravilniku. Verjetno sem mnogokrat poudaril, da je Formula 1 džentelmenski šport, kjer vsakdo vsakomur gleda pod prste in zato je treba pravila presneto dobro poznati. In tudi mi, navdušenci, moramo vedeti, kaj je novega, da pravzaprav lahko sledimo zadevam in vemo, zakaj v resnici gre. V sezoni 2025 bo prišlo do določenih sprememb tako na tistem športnem delu pravilnika, kot tudi na onem tehničnem. In danes si bomo pogledali, kje so vse spremenili pravila za prihajajočo sezono. Najprej se bomo dotaknili sprememb na samem dirkaškem vikendu, kjer bomo videli najprej, da bodo morale ekipe dati več priložnosti novincem. Od sezone 2022 mora vsak bolid biti na razpolago nekemu novincu vsaj na enem prostem treningu. Novinec je seveda voznik, ki še nima 3 štartov na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Od letošnje sezone bo se ta obveza podvojila. Torej, vsak bolid bo moral 2-krat v celotni sezoni biti na razpolago nekemu novincu. In tu je treba dodati, da na štartnem razporedu bomo videli, da bodo nekateri malce izkoristili svoj status. Vozniki kot so Gabriel Bortoleto, Izak Hadjar, Andrea Kimi Antonelli ali Jack Doohan še nimajo 3 štartov. In ko bodo nastopali na prvem prostem treningu, bodo izpolnjevali te obveze, ki jih nalaga pravilnik. Čeprav bo samo njihov moštveni kolega v resnici primoran svoj bolid dati na razpolago nekomu tretjemu, bo vse opravljeno po pravilih. Voznik, kot je na primer Oliver Bearman, ki ima 3 štarte v preteklosti, pa te zanke ne bo mogel izkoristiti. Toliko o tem. Druga točka, ki je po mojem zanimiva, ampak ki jo verjetno nikoli ne bomo videli, je naslednja. Direktor dirke bo lahko sam sestavil štartni razpored, seveda v izjemnih primerih. Spomnimo se velike nagrade São Paula, ker je malo manjkalo, da ne bi bili sposobni izpeljati kvalifikacij. Sedaj, ob podobnih primerih, bo lahko direktor dirke zadeve sestavil sam, seveda po tistem vrstnem redu, ki ga narekuje lestvica svetovnega prvenstva med vozniki v tistem posebnem trenutku. Torej, voznik, ki je vodilni na dotični dirki po številu izbranih točk, bo imel najboljši štartni položaj, tisti, ki mu sledi drugega in tako naprej. Ampak gre za pravilo, ki ga verjetno nikoli ne bomo videli v uporabi, ampak prav je, da se tudi takšne primere nekako zapiše. Na to seveda sprememba, o kateri smo vedeli že kar nekaj časa. Ne bo več dodatne točke za najhitrejši krog. Nekateri jo bodo pogrešali, drugi pač ne. 2 postanka na veliki nagradi Monaka je tema, o kateri smo govorili kar precej v preteklih tednih. Zato tu zgodb ne bomo ponavljali. A neka zanimivost. Na najkrajši veliki nagradi v celotnem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 bomo imeli edini primer,
da bosta obvezna dva postanka. Skupaj bomo ugotovili, ali je bila ta sprememba posrečena ali pa ne. Kar se tiče sporočanja uporabe pnevmatik za mokro progo pred začetkom same dirke, je tudi prišlo do določenih sprememb poenostavitev. Ta dokaj kompleksni način sporočanja je dokaj poenostavljen. Dovolj bo, da bo varnostni avtomobil na začetku razporeda pred samim informacijskim krogom imel 5 minut prižgano rumeno luč. Naslednja sprememba se tudi dotika štartne procedure. Namreč povprečen navdušenec meni, da je formacijski krog nekaj obveznega za vse nastopajoče, ampak ni točno res. Za tiste, ki dirko začenjajo iz pit lane, je do sedaj veljala izbira, ali napraviti formacijski krog ali pa ne. Od letošnje sezone je to obvezno in zato so tudi tu nekako napravili lepo posplošitev in videli bomo seveda tudi tu manj zmede pri celotnem dogajanju. Kar se tiče same varnosti, je treba poudariti, da bo direktor dirke lahko zaukazal, da se mora voznik ustaviti, ukolikor ima poškodovan bolid in se ne na vse kriplje truditi, da se bo vrnil do svojih garaž, do svojih mehanikov. Spomnimo se, kako je Sergio Perez v lanski sezoni vztrajal, čeprav je bil položaj brezupen. In tako sebe in druge spravljal v nevaren položaj. Od letošnje sezone to ne bo več tako. Direktor dirke bo lepo ekipi sporočil, da se mora voznik ustaviti in konec zgodbe. Tudi kar se tiče tistega nevarnega izpuščanja po sami menjavi koles, so zadeve malce zaostrili glede na predhodne sezone. Sedaj se bo upoštevalo tudi to, da lahko pride do možnosti trka med recimo dvema bolidoma ali pa članom ekipe in drugim nastopajočim na dirki svetovnega prvenstva. In seveda zadeva, ki je še najbolj zanimiva, kar se tiče varnosti, ko bo temperatura presegla 31 stopinj, bo vodstvo dirke izdalo opozorilo zaradi možnosti toplotnega udara, kar bi po svoje lahko veljalo, da bodo vozniki uporabljali tiste hladilne jopiče, ki bodo na razpolago od letošnje sezone. Čeprav v drugem delu pravilnika še zmeraj piše, da vozniki prosto odločajo, ali jih bodo uporabljali ali pa ne. Torej, tudi tu lahko pričakujemo določene spremembe. Kar se tiče testiranj, verjetno je že vsakdo izmed vas zasledil, kakšne so spremembe okrog testiranja tistih predhodnih bolidov, TPC. O tem smo tudi že govorili na kanalu. Torej, ukolikor so prisotni vozniki, ki tudi nastopajo v Formule 1, imamo nove omejitve glede dni testiranja in glede kilometrov. In seveda, ker se pripravlja nova generacija bolidov z novimi dimenzijami pnevmatik, ekipe uporabljajo predelane bolide, tako imenovane mule, kar smo že videli v začetku letošnjega leta. In tu nobenih velikih sprememb. Spremembe pa so, kar se tiče tehničnih lastnosti bolidov. Najprej omejitve menjalnikov. Podobno kot pri pogonskih sklopih smo imeli omejitve tudi pri številu menjalnikov, ki so bili na razpolago določenemu vozniku. In od letošnje sezone kompleten 28. člen je izbrisan, torej, če ne obstaja, ni prepovedi. In treba je povedati, da so zapisali tudi nove testiranja, nove obremenitve, ki se dotikajo prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja z neko podrobnostjo.
za zadnji aerodinamični stabilizator nova pravila, novi standardi veljajo od prve dirke za veliko nagrado v letošnji sezoni. Kar se tiče prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, pa od 9. dirke na koledarju. In na razočaranje mnogih, minimalna masa je dosegla 800 kilogramov. Zaradi tega, ker voznik skupaj s sedežem in zaščitno opremo je iz dosedanjih 80 kilogramov prišel na 82 kilogramov. Od naslednje sezone obljubljajo, da se bo masa začela nižati, ampak videli bomo skupaj. Treba je povedati, da obstajajo še dve zanimivi spremembi, katere moramo vedeti, ampak verjetno jo večina že pozna. Prvič ta, da na določenih dirkah bo lahko FIA nekako določila dodatnega komisarja. Sedaj imamo 3 plus predstavnika voznikov, na določenih dirkah bodo lahko 4, ukolikor bodo pričakovali, da bo na nekaterih prizoriščih več dogajanja. Kar meni samo po sebi izgleda čudno, kajti kako boš vedel, kaj se bo zgodilo pa naprej. In seveda sprememba, o kateri smo govorili, kar precej, je pa tista, ki se dotika tako imenovane uporabe kletvic. Ampak tudi to je nekaj, o čemer smo že govorili v izobilju. Tako, to so vse spremembe, ki so prišle v veljavo tik pred začetkom letošnje sezone svetovnega prvenstva Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.